Lovro Novinšek, vojaški poveljnik, generalštabni častnik in vojaški diplomat, tudi prvi slovenski obrambni ataše v Ruski federaciji, je v sredo 6. novembra popoldan slikovito predstavil svojo knjigo z naslovom Meč in vihar v Splošni knjižnici Slovenske Konjice. To je pripoved o vojnem pohodu rimskega krščanskega cesarja Teodozija Velikega in največji armadi, ki je kdajkoli skozi dolgo obdobje antike prehodila ozemlje današnje Slovenije. Najprej za začetek eno zanimivost, ko sem se pripravljal na to knjigo, da jo napišem, 6 let je trajalo, sem seveda tudi veliko ljudi spoznal, sem z njimi pogovarjal. En izmed njih je bil seveda posebej pomemben, to je profesor na ljubljanski filozofski fakulteti, akademik, njegovo ime noter zapisano, ki mi je marsikdaj kakšno dvom razblinil, smo se malo pogovarjali. Bil je zelo zadovoljen, da sem nekaj z vojaškega stališča loti tudi teme rimska doba na naših tleh. In iz tega zanimivo sledi, da je rimsko obdobje po celem svetu tako neverjetno še vedno zanimivo, da izide vsako leto okrog 2000 strokovnih del na temo Rim. Si predstavljam. In ko človek začne iskati vire, se ti odpre neskončno teh virov. Človeštvo se ukvarja s to veliko antično državo že odkar je nehala. Seveda je tu vprašanje, kaj pa slovenski prostor. Tudi pri nas se kar najdejo, ena za drugo izhajajo knjige. Veliko je prevodov antičnih del, se pravi prevodov iz latinščine in grščine. Z poljudno-vojaškega vidika, poljudno-strokovnega vidika je pa 2011, torej Meč in vihar izšel. Govori o spopadu pri Frigidu ali Mrzli reki, svetovno-zgodovinsko pomembnem dogodku, ki se je odvijal na naših tleh leta 394 v Vipavski dolini, s katerim je bila krščanstvo izbojevana zadnja in dokončna zmaga nad rimskim antičnim poganstvom. Knjiga približa bralcu bojevanje rimskih legij, taktiko in oborožitev, vse do antičnih vojnih zvijač, strategemov, zapisov o blestečih vojaških odločitvah grških, rimskih, kartažanskih in drugih davnih vojskovodij. Bralca skozi branje spomni na bogato antično preteklost naše dežele, na rimska mesta na tleh današnje Ljubljane, Celja, Ptuja in Drnovega, pa tudi na manj znane ob nekdanjih rimskih cestah, trgovskih križiščih in vojaških taborih cvetoče naselbine, predhodnice mnogih naših krajev. Pozdravljen, gospod Lovro, dobrodošli v naši knjižnici. Ste avtor monografije, zgodovinske monografije Meč in vihar. Katerega zgodovinskega obdobja ste se v njej dotaknili? V knjigi se dotaknem poznega rimskega cesarstva, predvsem na področju Slovenije. Je mogoče vaš poklic botroval izbiri teme? Poklic vojaka pomeni, da je knjiga vojaško zastavljena. Vse, kar se dogaja, je povezano z dogajanji na vojaškem področju, vojnah, bitkah, tudi naslov knjige. Knjiga pa sicer govori o največjem antičnem dogodku, veliki bitki pri Frigidu v Vipavski dolini. Torej, Lovro Novinšek je bil vojak, še kaj druga? Ja, imel sem to srečo, da sem kot vojak videl velik del Evrope, ker sem se ukvarjal z mednarodnimi odnosi in na koncu z diplomatsko službo. Ste se v knjigi sprehajali tudi kaj skozi naše kraje? 6 let dela na knjigi je pomenilo veliko obiskov. To je tisto, kar pisca tudi vleče in mu daje neko moč. Moram reči, da sem prehodil velik del Slovenije in z avtom prevozil velik del Evrope, torej po rimskem cesarstvu. Torej, v Slovenskih Konjicah tudi? Skozi Slovenske Konjice sem šel po glavni rimski cesti Via Publici, ki gre preko Emone, Celeje, Petovione,
torej skozi vse naša sedanja velika mesta. Najlepša hvala za današnji obisk in naj končam z mislijo enega od naših obiskovalcev, predavanje namenjeno za Vojaško akademijo. Verjetno je bil kakšen starejši gospod, ki je omenil, to smo pa že v času vojske slišali. Hvala lepa. Prosim.